Ko nadaljujemo našo diskusijo o jetrih, našem projektnem vodju, v prvem predavanju smo si pogledali, kaj jetra počnejo s hrano, ki jo jemo. Tudi pogledali smo si nekaj hrane in ocenili, kako telo uporablja različno prehrano na različne načine. Sedaj pa si bomo pogledali, kaj jetra dela s stvarmi, ki grejo ven iz telesa. In vsi mi, neizbežno, ki živimo na zemlji danes, imamo okoljske strupe v našem telesu. Jaz pa se zahvaljujem Bogu, ker nam je dal jetra, ki so sposobna, da se lahko s tem spopadajo. Pri Misty Mountain Health Retreat so naši gostje, pridejo v nedeljah, imajo zajtrk, kosilo, in ponedeljek in torek imajo post. In to je večinoma zelenjavni, malce sadni sokovi, vsake par ur. In kaj vam bom sedaj opisala, kaj se zgodi, ko gredo ljudje na post. Torej, ko gre oseba na post, čeprav jim damo svežo zelenjavo z nekaj malo sadja vsake 2 ure, torej da jih imajo 5 čez dan, ob 8, 10, 12, 2 in 4 in potem še ob 6 zvečer pa dobijo juhico. In o tej juhici sem že govorila. Torej, dajemo jim veliko hranil. Gostom rečemo, povemo, da ne bi mogli toliko pojesti tega, kar jim mi damo v sokove. Torej, zelo hranilno. Ampak še vedno ni dovolj. Torej, kar se pa zgodi, je pa to, da jetra pričnejo razgrajevati maščobne celice. Pričnejo razgrajevati maščobne celice, da dajo glukozo, ki ga telo potrebuje. Se spomnite, kaj se skladišči v maščobi? Okoljski strupi. In zato, če gre nekdo na post, je dostikrat njihov zadah smrdi, morda tudi švic bolj smrdi, kar gre tudi v WC, tudi je zelo lahko močno. Zato, ker telo začne razkrajati te maščobne celice. In te sprostijo te okoljske strupe, ker so v maščobno-topnem stanju. Večina strupov je v bistvu v maščobno-topnem stanju. In telo jih ne more izločiti kot maščobno-topni toksin. Jetra jih morajo to razgraditi v vodno-topnem. In v vodno-topnem stanju se lahko preprosto izloči s potenjem, z lulanjem. Kar pa bom sedaj opisala, so v bistvu 3 faze jetrnega detoksa. Te informacije so znane šele od 2010. Torej, prva faza se v bistvu prične verjetno približno tam nekje v 24 urah brez hrane v želodcu. Tako naši gostje začnejo glavni obrok ob 1:30 približno nedeljo, naslednji dan, ponedeljek, nastopi že prva faza detoksa. V prvi fazi tega detoksa jetra vzamejo te maščobotopne toksine in to je lahko veliko različnih stvari. Ampak zapomnite se, to gre za toksične stvari. Zato, ker so jih jetra skladiščila v maščobi. Torej, jetra vzamejo ta toksin, ga razgradi v metabolit. Metabolit v bistvu pomeni prva stopnja metabolizma oziroma prva stopnja razkrajanja. Ampak ta metabolit je zelo strupen. Ta metabolit je lahko 100-krat bolj toksičen, kot je bil nekoč, ko je prišel v telo. In to je definitivno tako z alkoholom. Ta metabolit ustvari veliko prostih radikalov v telesu. In prosti radikali poškodujejo tkivo. Hkrati je tudi zelo spremenljiv, nestabilen. Morda hlapen. Zaradi tega vaša jetra imajo določene potrebe. In sedaj bomo pogledali te potrebe, ki jih imajo jetra v tej fazi. Zato, ker gre za zelo toksičen metabolit. Jetra potrebujejo antioksidante. Kaj je antioksidant? Antioksidant so zelo bogati z
z elektroni. In prosti radikali so v bistvu atom, kateri manjka elektron. In če atom mu manjka elektron, vzame elektron naslednjega atoma in ta atom ukrade naslednjemu. Torej ta verižna reakcija prostih radikalov, ki poškodujejo tkivo. Ampak Bog v svoji modrosti in milosti dal rastline, ki imajo veliko elektronov na sebi. In te se imenujejo antioksidanti. In rastline, ki imajo največ antioksidantov, so eden je recimo beta-karoten, to najdemo v temno-zelenem in temno-oranžni zelenjavi. Večina sokov, ki jih dajemo našim gostom, so 80% korenje, 10% jabolka in 10% stebelne zelene. In naša zelena je zelo temno-zelena. Temna zelena. 80% korenja, 10% jabolčka, kislo jabolko in 10% stebelne zelene. Pozorni moramo biti, da ne damo preveč zelene, zdaj, ker je naša zelena zelo, zelo močna. Ali uporabite tudi listje od zelene? Ja, vse uporabimo. Bolj uporabimo liste kot pa steblo. Torej, ta sok je zelo bogat z beta-karotenom. Našim gostom damo vsak drug sok, tudi sok z zelenim ječmenom, ki je tudi bogat z beta-karotenom. Večina naših sokov, ki jih damo gostom, so zeleni ali pa oranžne ali pa rdeče barve. Torej, pesa je tudi zelo bogata z beta-karotenom. Beta-karoten je eden izmed najbolj znanih antioksidantov. Vitamin C je tudi zelo poznan. Vitamin C naj bi bil celotni C. Kaj s tem mislim? Ne samo aksorbinska kislina. Če bi vzeli samo aksorbinsko kislino, to je tako, kot da bi dobili prazno pismo v pošti. Ko najdete aksorbinsko kislino v naravi, jo najdete skupaj s flavonoidi. Torej, ko uporabljamo vitamin C, naj bi bila aksorbinska kislina z bioflavonoidi. In to je vaš celotni C. Ste že slišali za linije Pauling? Poznanje ratov na svojem delu glede vitamina C. In vedno je šlo za celotni C. Vprašanje. Kako date ta vitamin C? V tableti? Ja, ponavadi imamo v prašku in ga mešamo z zelenim ječmenom. Kaj lahko storimo, če nimamo praškov, ampak samo naravo? No, lahko dobite to v naravi, v bistvu domača zelenjava, sigurno to ima, ampak ne detoksu. Mi poskušamo dati višjo dozo, ker gredo skozi detoks. Koliko tega uporabite? Polovico male žličke, nekje 1000 mg dvakrat na dan. To je celi C. In vitamin E je tudi beta antioksidant. Tako kot je beta-karoten in vitamin C. To so tri najbolj poznani antioksidanti. Vitamin E je maščobi topen vitamin. Zapomnite se svoje maščobno topne vitamine, to je A, D, E, K. To so vaši vitamini, ki se topijo v maščobah, ki so topni v maščobah. In z našimi gosti, vsak drug sok jim damo tudi malce proteinskega praška, z malce sojnega ali mandljega mleka, z malce kokosove smetane. Torej, v kokosonovi smetani in v mandljih dobijo vitamin E. To boste razumeli, ko bomo šli čez ta proces. Torej, minerali so zelo pomembni tudi v prvi fazi in hkrati vitamin B, ampak to niso antioksidanti. Torej, jih pišem tukaj na stran za to. Kje torej naši gostje dobijo minerale? Predlagamo in spodbujamo naše goste, naj pred vsakim kozarcem vode vzamejo košček keltske soli. In večerna juhica je zelo bogata z minerali, še posebej, če date noter koprivo. Torej, dobijo svoje minerale tam. In če date svojo domačo stebelno zeleno, ki je tudi zelo bogata z minerali.
Torej, minerali so tukaj in hkrati dodajemo svoj tekoči vitamin B. Ko kupujete vitamin B, kupujte metil varianto vitamina B, ker ga lažje prebavimo. V 36 urah se prične detoks. Nastopi druga faza. Torej za naše goste, ki pridejo v nedeljo, imajo nedeljsko kosilo in ki se postijo ponedeljek, torek in v torek zjutraj sigurno nastopi druga faza. In zapomnite se, namen teh faz je to, da maščobno topne toksine spravimo v vodo topno obliko. V fazi 2 jetra vzamejo te zelo vnetljive metabolite, toksične, in jih združi skupaj z aminokislinami. Združitev toksičnega metabolita z aminokislino, to so beljakovine razdeljene, tu pride do združitve. Zdravstveni izraz za to je verjetno konjugirati. To ustvari to vodotopno stanje tega metabolita. Pogledali smo si, kaj potrebuje faza 1, beta-karoten, antioksidante, vitamin E, vitamin C in hkrati pomaga tudi, če imamo minerale in vitamin B. Faza 2 pa potrebuje kaj? Druga faza pa potrebuje beljakovine. Zato, ker beljakovine podajo aminokisline, ki počistijo, pometejo metabolite in jih spravijo v vodno-topno stanje. Koliko ljudi jemljajo beljakovine na postelj? Ne počno tega, kaj ne? In potem zbolijo. Njihovi terapeuti pravijo, da grejo skozi ozdravitveno krizo, ampak gredo skozi jetrno krizo. Če ne podate beljakovin v 24 urah, od tem, ko ste začeli detoks, če ne dodate nekaj beljakovin, bo ta oseba lahko utrpi 25% izgubo delovanja jeter. Kaj se zgodi? Jetra se prečno razkrajati, zato da bi podale te beljakovine, ki so potrebne. In to je očitno pomembno. Gost mi je nekoč rekel, to razume. Nekoč sem bila na 10-dnevnem vodnem postu z zdravnikom v Sydneyju in rekla mi je, da v 36 urah sem začela bruhati in dobila sem drisko. In terapeuti so mi rekli, greste skozi zdravitveno krizo, to je dobro, čistite se. Tako bolna je bila, zelo bolna. Vprašanje gospe. Torej, nikoli ne predlagate samo vodni detoks. Ne, tega ne predlagamo. Vidite, zakaj? Zato, ker ko boste predstavljali te maščobotopne toksine, več maščobotopnih toksin imamo danes kot kdajkoli v zgodovini. Pred 100 leti je bilo le nekaj pisalcev, ki so pisali dolge poste. Ampak pred 100 leti se nismo soočali s temi rečmi. Razumete? Vprašanje gospe. Torej je potrebno imeti te beljakovine v drugem dnevu. Če bi se postili samo en dan, bi lahko bilo čisto v redu. Ampak našim gostem povem to in mislim, da je to zelo pomembna izjava. Mi prehransko podpiramo vaša jetra, da se lahko efektivno razstrupijo. Mi prehransko podpiramo. Ko je bil nekoč vietnamski vojak pri nas na programu, dala sem mu proteinski napitek pri vsakem soku. Ker več kot je maščobno topnih toksinov, več metabolitov, več aminokislin potrebuje. Mi zato kupimo beljakovine iz graha, stročnica. In to podamo z mandljevim mlekom, sojnim mlekom, malce kokosove smetane in morda kanček stevija, ki da
malce sladkobe. In ko gostje to pijejo, rečejo, se ta je pa dober, v primerjavi z zelenim ječmenom. In rečem jim in povem jim, prvo spite zelen sok, potem pa ta boljše sokove. Torej, na ponedeljek jim damo zelen ječmen ob 8, 12 in 4. Beljakovine pa, beljakovinske napitke pa ob 10 in 2. Medtem ko v torek to obrnemo okoli. Zato, ker v torek so že prestopili na fazo 2 detokse. Torej jim dajemo 3-krat beljakovinske nadomestke ob 8, 12 in 4 in zelena ječmenova trava 10 in 2. In običajno podam to predavanje v torek zjutraj, ko so že pričeli te 3 faze jetrnega detoksa. Ko sem bila še na izobraževanju o jetrnem detoksu pred 14 leti, je vsak modul smo preučevali te 3 faze jetrnega detoksa, razstrupljanja. Ko sem nekoč poučevala v Ameriki, je prišel moški k meni in mi rekel, to je zelo zanimivo, ampak to ni za vas lajke, to je za akademike. In potem sem mu rekla gospodu, ja, ampak lajki imajo tudi jetra. Poglejmo si 3 osnovne skupine prehrane. Kaj so te? Vlaknine. Vlaknine vsebujejo vse te antioksidante v naši zelenjavi. Potem so beljakovine. Beljakovine so osnovno potrebne za drugo fazo jetrnega razstrupljanja. Maščobe potrebujemo za naš vitamin E. In tretja faza jetrnega razstrupljanja se dogaja skupaj z drugo fazo. In v tretji fazi jetra vzamejo te vodotopne stanja metabolitov in jih sprostijo ven preko ledvic. In spustijo jih ven preko znojnic. Sprostijo jih preko čreva. Zato je zelo pomembno, da gostje pijejo dovolj vode. Kako pa je s telovadbo v tem času? Absolutno. Naše gostje telovadijo od 6:30 do 7:30 vsak dan. In vsak dan ob enih, in naslednji teden bomo si pogledali to strukturo programa, imamo pilates, kjer jačajo mišice jedra, ker med predavanje neprestano podarjam, kako pomembno je, da jačamo mišice v našem jedru telesa. Namreč te mišice so povezane z vašo hrbtenico. In na strani, mislim, da je stran 29, Councils on Diet and Food, 29. stran, Ellen White tam poda en izmed teh neverjetno dolgih stavkov, ki jih rada piše, in nanaša se na Daniela in pravi, zravnana drža, čvrst, elastičen korak, lep obraz, neokrnjeni čuti, neonesnažen dih. Pravi, da vse to so bila številna potrdila o dobrih navadah, znak plemenitosti, s katero narava časti tiste, ki so poslušni njenim zakonom. Čudovita izjava. Nekoč sem imela zdravstveno šolo v Fidžiju s 100 študenti in vsak dan smo začeli s tem stavkom. In prvi dan smo preučevali vzravnano držo. In smo govorili o teh mišicah jedra. In naslednji dan lep obraz. In takrat smo tako govorili o naši sestavi. Ampak mnogo ljudi ne ve, da je zravnana drža povezana z močnimi mišicami jedra. Vprašanje, gospe? Kako lahko prepoznamo, kdaj ljudje potrebujejo razstrupljanje jeter? Torej, kako prepoznamo, da nekdo potrebuje detoks? Težko reči, težko. Naši gostje pridejo k nam, da bi to storili, se pravi dvodnevni post.
Razlog, zakaj sem omenila vodo, je zato, ker je potrebno biti dobro hidriran, da lahko vaša ledvica sprostijo in izločijo. Potrebujete jo tudi za potenje v savni, zato je savna zelo pomembna del tega razstrupljanja. Hkrati pa imeti dovolj vode pomaga tudi, da črevo naprej izvaja peristaltiko. To razloži tudi, zakaj ljudje zbolijo na detoksu, če s prehrano ne podpirajo jeter. Gospa sprašuje, če obstaja kakšna literatura, ki govori o teh fazah detoksa. Mi imamo nekaj knjig v Ameriki, ki govorijo v Avstraliji, se opravičujem, ker je dr. Sandra Cabot, Avstralka. Vem, da so njene knjige šle po celem svetu. Knjiga z imenom Ultimate Detox, kjer govori o teh treh fazah detoksa. Henry Osaki ima knjigo z imenom Nutritional Elements of Physicians, govori o teh stvarih. Moja knjiga Self-Heal by Design sem posvetila celo poglavje o jetrih, kjer tudi razložim te tri faze. Vprašanje? Ne delate daljše poste, ampak samo za 2 dni. Vidite zakaj? Zato, ker gremo dlje v post, preveč toksinov se lahko sproži iz maščobe. In pogledala sem študijo, ki so jih delali mnogi eksperti za post in strinjajo se, da je boljše narediti 2 dni v vsakem tednu, kot pa 10-dnevni post. In to v bistvu počnete. Da, naši gostje pridejo za 1 ali 2 tedna in če pridejo za 2 tedna, potem naredijo 2-krat po 2 dni samo sokove. Nek gospod je nekoč prišel za 6-dnevni post in ja, smo mu ugodili in smo ga spremljali. Vse mu je bilo v redu z njim. Z tega, ker smo ga s prehrano podpirali. Ampak ta gospod je verjetno že 70 in živel je na ta način že 40 let. Torej, ni bilo veliko okoljskih strupov v njem. Ampak če je nekdo imel veliko okoljskih strupov v telesu, potem pa je treba biti bolj previden. Vprašanje. Uporabljate tudi laneno seme ali lupinico indijskega trpotca? Ja, ne želite nobenih vlaknin, zaradi tega, ker nočete imeti prebave. Ampak če želite spodbuditi prebavo. Ko si bomo pogledali, kako deluje prebava, bomo pogledali, kje čaje uporabljamo. Uporabljamo čistilno kozjo češnjo, ameriško kozjo češnjo in golostebelni sladki koren. Vsak večer z našimi gosti in to spodbuja črevo in peristaltiko. Vprašanje, ali to med postom ne potrebujejo? Odgovor, med postom to potrebuje, definitivno, ker je potrebno te organe detoksa imeti v zagonu. Nekaterim ljudem na postu njihovo prebavila še vedno deluje, ampak večina ljudi, ko prenehajo vlaknine, se tudi prebava ustavi. Zato jim ne želimo dati vlaknin, ker želimo, da je post in da je izločanje teh maščobotopnih toksinov se izloča. Vprašanje gospe, torej gostje ne zbolijo v tem zdravilnem procesu? Običajno ne. Včasih zbolijo, včasih pridejo ljudje, recimo, ki imajo hude bolečine v glavi, morda ljudje, ki bruhajo, ampak ne velikokrat. Delate tudi čiščenje čreva z njimi, enema, odvisno od stanja. Nekateri imajo drisko, potem, če imajo drisko, ne bomo delali tega na njih. Imamo priprave za splakovanje čreva, torej, če je potrebno, to storimo. Vprašanje. Torej, čistite črevo z gosti, ko se postijo, vedno. Veliko naših gostov izbere, da tega nočejo imeti. Torej, naši gosti izberejo in tudi naš zdravstveni direktor
Jim morda svetuje, da imajo eno čiščenje čreve, morda dva, odvisno od osebe, odvisno od njihovih problemov in podobno. Ampak imeli smo goste, ki so se ponovno vrnili in nam povedali, da so se postili z nami in da so imeli zelišče vsak dan, da se je njihovo črevo naprej nadaljevalo peristaltika in so imeli eno splaknjenje čreva. Torej pridejo leto kasneje in pravijo, preden so prišli v naš zdravstven center, so imeli probleme z zaprtostjo, ampak od takrat, od programa, njihovo črevo lepo deluje in verjamejo, da je pomagalo to splakovanje čreva. Morda drugim ljudem ne bo to tako pomagalo, ampak vedno si pogledamo zgodovino, pogledamo simptome in mnogo razlogov je lahko. Nista dva človeka enaka. Torej vedno si te stvari pogledamo. Imeli smo gospo, ki je imela raka na prsih in izbrala je, da bi jo 5krat na teden čistili črevo. 4 tedne. Torej to smo storili, se ni nič takega. Voda gre not in ven. Vprašanje. Torej ta voda ne moti flore v črevu. Če bi bila milna voda, bi, ampak gre samo za vodo. Ne, mi včasih naredimo enmo z kavo in kar stori je to, da stimulira jetra, da odpustijo strupe. Torej človek, ki ima čiščenje čreva z kavo, vidimo, da se iz njih izloči žolč. Ampak ne izberejo tega vsi, tako da mi gremo seveda s tem, kar si ljudje seveda želijo in kaj potrebujejo. Vprašanje. Ali lahko izmerite, do kakšne mere jetra sploh delujejo? Ne, tega ne moremo v bistvu izmeriti, ampak pogosto vam simptomi povedo, kakšno je stanje. Torej resni problemi z jetrom, takrat, ko je urin precej temen in kjer je blato skoraj trdo kot glina in to nakazuje na resne probleme z jetri. Večina ljudi pa, ki nimajo tako resnih problemov, ko se povrnejo, še posebej, ko jejo kakšne maščobe potem, jim rata slabo. Obstajajo pa zelišča, ki jim lahko da, da bi lahko spodbudili funkcijo jeter. Torej, sedaj smo pogledali te zelišča. Pomnite se psalma 104, 14. vrstica, kjer piše, on daje, da raste trava živini in zelišča človeku v rabo. In verjetno ste slišali že pregovor, kar je sladko v ustih, je grenko za želodec in obratno. To se aplicira tudi na jetra. Sladko za jezik, grenko za jetra. In grenko za usta je sladko za jetra. Torej vsa grenka zelišča so dobra za jetra. Regrat. In to lahko pravite cvet, steblo, liste ali korenina. Vse je grenko. Ginseng. Ginseng je zelo grenak. Gre za korenino. In seveda tudi pegasti badelj. V Avstraliji imamo podjetje, ki se ukvarja z zelišči. In te imajo tableto, v kateri so vsa ta 3 zelišča stisnjena. Imajo eno tableto, ki ima vse te rastline noter. Če dobimo gosta, ki ima probleme z vsemi temi, z bolečine v jetrih ali ima probleme z žolčem, potem jim rečemo, da naj cuzajo po teh tabletih. Zelo so grenke in to privede do olajšanja. Vprašanje gospoda, ali ne pogoltneje tablete? Ampak, če cuzajo, bodo dobili te sestavine in tudi hitreje ta grenkoba v ustih. Ni jim všeč, seveda, ampak dobijo pa olajšanje potem. Vprašanje, ali je to isto, kot če bi pili sok iz regrata? Morda kakšne grenke zelišča? Ja, sigurno. Regratov sok je zelo grenak. Pegasti badelj je seme, ginseng je korenina in regrat je ponavadi korenina. Ni pa nujno. Če naredite čaj iz tega,
je zelo težko piti, zato ker je tako grenko. Vprašanje. Prej ste omenili, pa nisem dobro razumel. Potreba v tretji fazi so maščobe, kaj ne? Ja, sicer potrebe niso tako velike kot v prvih dveh. Zato ker, ko so te vodotopni toksini, se preprosto potem izlijejo. Ampak maščobe pa potrebujemo zato, da so membrane gibčne, elastične. Vprašanje. Kako je z artičoko? Ja, artičoka je dobra reč. Poglejmo si še nekaj, ki ima veze z jetri in je pomembna točka, zato ker je tako veliko napačnih predstav o tej temi. Jetra so organ, ki proizvajajo holesterol. Naučili so nas, da je holesterol sovražnik človeka številka 1. Povedali so nam, da holesterol povzroča srčne žilne bolezni. Dr. Malcolm Kendrick v njegovi knjigi Holesterol laž, kardiovaskularni kirurg, pravi, da ni dokaza, da holesterol povzroča srčno žilne bolezni. Kaj ni to neverjetno? Spet nas je Satan pretental. Kar bi vam rada pokazala in razložila, kaj v bistvu holesterol je. 80% holesterola, ki ga jetra proizvedajo, je narejeno iz glukoze in 20% holesterola, ki ga jetra proizvedajo, je iz maščobe. Jetra holesterol proizvajajo glede na potrebe telesa. Dva osnovna holesterola sta HDL in LDL. Gost in netogost. Povedali so nam, da je HDL dobri holesterol in da je LDL slabi holesterol. Ampak telo ne proizvaja slabih reči. Imajo svojo vlogo. Razlog, zakaj HDL imenujemo dobri holesterol, zato ker je to nosilec. Je prenašalec viška holesterola nazaj v jetra. Za razliko od LDL-a, njegova vloga v telesu pa ima funkcije popravljalca in obnavlja. Kje ga bomo torej našli? Učenci? Kjerkoli je potreba za popravilo in obnovo. Razumete? Ampak LDL dela še nekaj drugega. LDL dostavlja holesterol možganom. In možgani ljubijo holesterol. Naj vam pokažem, zakaj. Vaše možganske celice potrebuje 50krat več energije kot katerakoli druga celica v telesu, zato ker so sedež uprave v telesu. Ampak glukoza se skuri približno za 4 kalorije na gram. Za razliko od maščobe gori pri 9 kalorijah na gram. Vidite, zakaj možgani ljubijo maščobo? Zato, ker bo dobilo več kot 2krat količino energije, kakor glukoza. Vprašanje. Torej, možgani uporabljajo tako LDL in HDL holesterol? Samo LDL holesterol uporabljajo možgani. Naj vam pokažem, kako ta dva holesterola sodelujeta skupaj. Delujeta v krvi. Pogledali si bomo žilo in si pogledali, kako vse skupaj funkcionira. To je žila in zaradi nizke gostote je LDL vedno na robu, zaradi visoke gostote pa je HDL na sredini. V knjigi Kdo je sklopil moje možgane? Dr. Natasha Campbell McBride prve 3 poglavja piše o vseh okoljskih strupih, ki poškodujejo endofilske celice, ki obdajajo notranjo stran naših žil. Torej, okoljski strupi, ki prihajajo na nas iz vseh strani. V naših praških, čistilih, če ne morete kupiti
biorazgradljivih čistil, potem uporabite sodo bikarbono. To je poceni in preprosto. Kaj ne? Vprašanje, zakaj pa vi uporabljate to? Za čiščenje oblačil. Imeli smo gospoda na programu, ki je imel oranžne lase, kodrast in brado. Rekel je, da uporabljam sodo bikarbono za lase, za brado, telo, za vse, oblačila, vse umivam sodo bikarbono, tudi zobe. To je trdil. V starih časih so šli k potoku in si umili oblačila. In veste, s čim so umili svoje oblačila? Z vodo. Drgnili so, tolkli so, drgnili in obesili na štrik. Čudovite bela oblačila. Lepo je dišalo. Sonce jih je očistil. Nekako imamo to mentaliteto, da moramo vse očistiti s to peno. In to so vse kemikalije. In ko nosimo ta oblačila, vedno ostanejo te kemikalije tudi v oblačilih. In naša koža to absorbira. Te okoljski strupi prihajajo od vse posod. In to dajemo na kožo, na oblačila. Poliester, akrili, najlon. Vse te male kemikalije prihajajo noter, gredo v kri in poškodujejo arterijske stene. V hrani, v zraku so te kemikalije. Vse posod. Sive plombe, živo srebro v vaših zobih, plesen v hiši poškoduje, seveda. Kaj bo torej zaflikalo te luknje v vaših arterijah? LDL. To zakrpa te luknje. Problem pa je, da ljudje ne vedo, kaj čistilna sredstva njim povzročajo. Ne vedo, da so krompirji zrastli z toksičnim kemikalijam. Zato, ker je tam zunaj veliki prevarant, ki je zavedel v svet. Kaj se zgodi torej? Poškodbe se nadaljujejo. In kaj se dogaja v arterijah? Visok krvni tlak. Arterije se počasi zamašijo. In še nekaj drugega se zgodi. Male proteinske molekule potujejo skozi našo krvni obtok in na tej visoko ogljikohidratni hrani, ki sprošča veliko glukoze v kri, ta visoka glukoza se prime te beljakovinske molekule in se začne sprejemati tudi na zid. In od časa do časa se premikajo in se zataknejo. In to je prvi vzrok za kap in srčne bolezni. Vidite, kako bo nekdo imel srčni napad, ki je vegetarijanc na visoko ogljikohidratni prehrani, ki uporablja težke kemikalije za čiščenje avta, cun, posode, las. In potem se sprašuje, kako so lahko imeli srčni napad. Vprašanje. Nisem razumela zadnjega dela. Kako je s temi beljakovinami? V vaši krvi imate male beljakovinske molekule in pri prehrani z veliko ogljikovih hidratov je preveč glukoze v krvi. In kar se zgodi, da se to poveže z beljakovinskim molekom in postane lepljivo. In to pripomore k temu, da se začne graditi strdek. To se potem nekje zatakne. Vprašanje. To je torej potem, ko se je glukoza že skladiščila. Ne, še vedno je v krvi glukoza. In če imate odpornost na inzulin, vaše celice, potem glukoza ostane v krvi dlje. In nima nikamor zaiti. In ta se potem izloči z urinom. In temu rečemo diabetes mellitus, kar pomeni sladek urin. Nekaj mora telo s tem storiti. Da krivimo holesterol za srčne bolezni, je to tako, kot da bi krivili gasilski avto za ogenj. Samo svojo vlogo upravlja. Vprašanje. Ali je res, da hibridna pšenica, moderna pšenica, poškoduje žilice? To sem slišal. Torej, zakaj? Zakaj bi hibridna pšenica to storila? Zato, ker v tem procesu hibridizacije škrobna struktura bila spremenjena. In škrobna struktura v tej pšenici dvigne sladkor v krvi mnogo više kot navaden sladkor. Zato to povzroča tudi hibridna pšenica.
In koliko izmed teh je v bistvu iz hibridne pšenice? In koliko izmed teh je kombinacija hibridne pšenice in sladkorja? Vse vaše pecivo, seveda sladkor, ampak tudi slana peciva imajo sladkor v njih, zato da kvasovke zrastejo. In to je čudovito, z drožmi ne potrebujete sladkorja dodati, zato ker kislo testo raste iz glutena v zrnu. Danes je to prvi ubijalec na svetu, srčno-žilne bolezni. Ampak vidite, da ne gre samo za eno reč, ampak za mnogo reči. Vprašanje. Je poseben razlog, zakaj se glukoza veže na protein? Kot izgleda, v tisti knjigi piše, da to višek pač stori. V njeni knjigi Put Your Heart in Your Mouth, dr. Natasha Campbell McBride govori o teh rečeh. Na koncu tega, na koncu moje serije danes zjutraj, bom napisala knjige, ki sem jih citirala. Jih bom napisala na to tablo. Srčno-žilne bolezni, KAP, so prvi ubijalec na svetu. In kaj medicina počne, da bi poskušala to zmanjšati? Ustavijo maščobo. Je tako? Prenehajte jesti masno. Odkje to prihaja? 1953. Ansel Keys v Minneapolisu je prvo podal idejo, da nasičene maščobe povzročajo srčno-žilne bolezni. In ko je raziskoval, je samo izbral države, ki so imele rezultate, ki jih je on želel. Odstraniti je moral Zulu nacijo. Oni živijo na krvi, je rekel, mesu in mleku. Brez srčno-žilnih bolezni. Res je, da ne živijo dolgo, imajo druge probleme, ampak ne umrejo od srčno-žilnih bolezni. Torej ne gre za maščobo. In odstranil je Francoze, Norvežane, ki ljubijo svoje mleko. Zato, ker niso imeli tako visoke ravni srčno-žilnih bolezni. Ansel Keys je v bistvu samo izbral tiste države, ki so zgledale, da podpirajo njegovo teorijo. Dejstvo pa je, da ne gre za puter na kruhu, ampak gre za kruh pod putrom. Ne gre za olivno olje z makaroni, ampak gre za makarone. Tako rekoč so maščobe odstreljene zato, ker se družijo z nekom. Torej, kaj so avtoritete storile? Vse so dali na nizko maščobno dieto. Kaj pa Bog pravi o temu? Glede tega. Ste kdaj brali, kaj piše Sveto pismo o olivnem olju? Veliko olivnega olja se uporablja. Še posebej v Elijevi zgodbi. Kaj je Bog storil vsako noč z vdovino lončeno posodo? Dodal je olivno olje. Kdo je dal olje tja? Bog. Kaj pa Bog pravi o olivnem olju? Seveda si ne mislim, da je dal 1 liter olja tja noter, ampak čisto malo. Gre za koncentrirano hrano in ne potrebuješ tega veliko, ampak potrebuješ pa vseeno. Vprašanje, naš problem danes pa je, da tega preveč pojemo, tako kot ogljikovih hidratov. Torej isto pojemo preveč maščob in to je problem. Ampak ja, res je, kakšnih maščob? Vprašanje, kakšne maščobe? Ne poznam nobenega, da spije pol kozarca olivnega olja. Gospod pravi, če kuhaš z oljem, potem je morda drugače. Barbara pravi, jaz ne kuham z oljem. In kot boste videli v mojem predavanju o fantastičnih maščobah, se olja poškodujejo, če jih kuhamo. Strinjam pa se, da če nekdo je cvrto, čips in podobno, da sigurno dobijo tam veliko maščob. Ampak o temu danes govorijo, da naj imamo manj maščob. Gospa komentira. Ampak o temu govorijo, da bi imeli manj maščob. Zdaj, ker včasih pride do nesporazumevanja, da jesti manj maščobe v hrani, kot recimo cvrtje in podobno. Ja, tudi jaz sem bila pozvana zaradi avtoritet na tem področju. So rekli, da ne smemo jesti nobene maščobe in da bi mogli vse maščobe jesti iz oreščkov in semen.
Torej, nizka maščoba in predstavili so margarino. In rekli so, prenehajte jesti puter in jejte margarino. In margarina je v bistvu plastična maščoba, spremenjena maščoba, vaše telo je ne prepozna. Torej, z nizko maščobno prehrano in margarino namesto putra, ali je to zmanjšalo srčne ožilne bolezni? Ni bilo razlike. Kvečjemu so se enakomerno povečali pojavnost raka zaradi margarine. Tako imamo torej še enega za zmanjšati srčno-žilne bolezni. Zato so zmanjšali raven. Kaj mislim s tem? Imela sem privilegij delati z nutricionistom, ki se je na Univerzi v Ameriki učil pred 40 leti. Nisem prepričana, kako so standardi pri vas, ampak v Ameriki pred 30 leti je bilo 300 in manj, bilo popolnoma normalno. Znižali so to raven. Sedaj moraš biti pod 190. Poznam samo ameriško in avstralsko mero. Torej 300 bi bilo nekje približno 7,5 skupnega holesterola, 190 pa nekje okoli 5. To je smešna raven holesterola. To vprašanje, ali gre tukaj za LDL holesterol? To gre za skupni holesterol. Torej, če me nekdo pokliče ali mi piše iz Amerike in mi reče, Barbara, moj holesterol je 250 in zdravnik pravi, da če ne bom tega pa tega, šel nekaj, kar zmanjša holesterol, medicina, torej na strahu bazira, so rekli, da bom dobil srčni napad. In jaz mu pravim, da je 265 popolnoma normalno. Framingham študija o srcu, to so študije stare, ki so trajali 40 let, 30,000 pacijentov. Namen študije je bil, da bi dokazali, da holesterol povzroča srčno-žilne bolezni, ampak to ni res. Tudi z nizkimi ravnimi holesterola so imeli srčne napade. Pokazala študija pa je, da ljudje z nizkim holesterolom so prav tako dovzetni, morda celo več, da dobijo mentalne bolezni. Ljudje z visokim holesterolom pa ne trpijo z demenco. Zanimivo. Zato, ker možgani ljubijo kaj? Maščobe. Všeč mi je ta študija, zato ker jo niso financirali farmacevti ali pa mlečna industrija, mesna industrija ali pa pšenična industrija. O tem ne slišite, zato ker jim rezultati niso všeč. Zmanjšali so torej raven. Kaj so še storili, da bi zmanjšali srčno-žilne bolezni? Vse nad 50 so dali na tablete za zmanjševanje holesterola. Je to pomagalo? Sploh ne. Niti malo. Torej imamo knjigo, ki se imenuje Lipitor, tisti, ki krade spomin. Zdravila, ki zmanjšujejo holesterol, zdravila v bistvu blokirajo proces v jetrih, ki jih jetra uporabljajo, da izdeluje holesterol. Ampak ta isti proces, ki ga jetra potrebujejo, da proizvajajo koencim Q10. To je vaš encim, ki varuje vaše srce. Torej, na zdravilih za holesterol sedaj ste izgubili encim za zaščito srca. Torej, ste lahko veliko bolj nagnjeni do srčnega napada zaradi zdravil proti holesterolu. Torej, ta knjiga Thief of Memory, avtor je astronaut in doktor. Mislim, da je v 45 letih, kjer je dal testirati svojo kri in so mu rekli, vaš holesterol je malce previsok, 220, ameriška lestvica. Jemljili Lipitor, 6 tednov kasneje ga je žena najdla na vrtu in ni se spomenjal ne sebe, ne nje, niti ni vedel, kje je. Tako so prekinili te zdravila in čez en teden se je vrnil. Leto kasneje je šel ponovno k zdravniku in spet so rekli, še vedno imate previsok holesterol, 220. Pojdite še enkrat na Lipitor. Rekel, ne bom šel na Lipitor še enkrat, se nisem neumen. In zdravnik mu rekel, polovična doza. 6 tednov kasneje.
ga je žena spet našla na vrtu in spet se ni zavedal, kdo, kaj, kje in zakaj je. In tako je prenehal. Veste, kakšni so stranski učinki zdravil za zmanjševanje holesterola? Alzheimer, demenca, izguba spomina, razpad mišic in še eno so dodali. Rak dojk. Kaj želi hudič zavzeti? Naš Koliko starostnikov v domu za ostarelih imajo probleme z spominom in Alzheimerom zaradi medicine proti holesterolu? Če se spominjate razodetje 18, vrstica 23, zadnji del, kajti trgovci tvoji so bili velikaši zemlje in s čarodejstvom tvojim, farmacejo tvojo, so bili zapeljani vsi narodi. Vprašanje. To je torej zdravilo, ki ga vi ne svetujete vašim gostom? Ja, obstaja sicer stranski učinek. Če prenehate z zdravili za zniževanje holesterola, se bo vaš spomin povrnil. Lahko ste 10 let na temu. Prenehate takoj in boste ponovno začeli živeti. Gospa pravi, neka ženska na Švedskem je imela zdravila 10-15 let in izgubila je spomin. Za teh 10 let. In potem je nehala in dobila nazaj spomin. Tako je. To smo videli vedno znova in znova. In potem je tudi sama govorila o času, ko je bila brez spomina. Ja, tako je. Ta veliki zapeljivec. Ampak zakaj ljudje to jemljajo? Iz strahu. Edino upanje, da bodo razmere boljše, je poučevanje o pravih načelih zdrave. Zdravnik naj poučuje ljudi, da obnavljajoča moč ni v lekarniških izdelkih, temveč v naravi. Če zdravilo nima stranskega učinka, potem ni zdravila. In z vsem tem, sigurno je to zmanjšalo srčno-žilne bolezni. Nikakor ne, sploh ne. V Avstraliji diagnosticiramo vsak teden 70,000 novih bolnikov z demenčo in Alzheimerom. Ta veliki zapeljivec uničuje ljudi. Jaz še nikoli se nisem dala pogledati holesterol in me tudi ne zanima. Vprašanje. Moj zdravnik mi je neprestano težil zaradi holesterola. In 3 leta nazaj je rekla, da potrebujem to zdravilo. Mislim, da je to zdravilo po vsej Švedski, da vsi to dobijo. Statins, nekaj tazga. In potem mi je dala to zdravilo, ker jaz nisem hotela kupiti. In naslednjič, ko sem prišla, me vprašala, ali jemljete to zdravilo? In sem rekla ne. Ni me več spraševala potem, ker se že dolgo poznava zdravnica. Več kot 10 let. Ampak napisala je v kartoteko, da pacient ne želi jemati zdravil. Ja, to je dobro. Ampak veste, gospa mi je včeraj povedala, da je zavračala zdravila in njen zdravnik jo je imenoval čarovnica. Mi nikoli ne bi smeli tih takem zdravnikov nazaj. In tudi ne plačajte računa. Vidite, mi smo ti, ki bomo spremenili sistem. Gospa odgovarja, srečala sem adventista, specialista za srce in sem se z njim pogovorila. On je Šved in to prakticira tudi v Ameriki in rekel je, nekaj reči o holesterolu in se odzval in potem je rekel, da naj ne poslušam mojega prejšnjega zdravnika. Tudi jaz sem moji ženi svetoval, naj ne jemlje teh zdravil, ker je zelo malo mleka in zelo včasih komaj kaj pišanca. Torej, njihove naravne vrednosti so bile normalne. In vidite, kaj je dr. Atkins odkril? Kaj so njegovi pacijenti jedli? Meso, puter, smetana, sir in jajca. In holesterol je padal. To je nekaj, kar ga je šokiralo, zato ker on je bil zdravnik.
Ne gre za hrano, ampak za poškodbe na ožilju, ki povzročijo, da jetra proizvajajo več holesterola, da bi zakrpale vse te luknje. Torej, kaj povzroča srčno-žilne bolezni? Poškodbe na arterijskih notranjih stenah. Uporabiti moramo lupo, da začnemo brati etikete na oblačilih, hrani in podobno. Vse te male reči, vse te male kemikalije so kot kapljice, ki padajo na kamen in prihajajo v našo kri in malo po malo razžirajo naše arterijsko steno. Gospa pravi, večina izdelkov iz bombaža ima 5% elastana. Ja, večina oblačil ima 5% elastana in to mene ne moti. Če moje nogavice ne bi tega imele, potem bi padale dol iz mojih gležnjev. Torej, neko malo me ne moti, dokler gre za naravne vlakna. Gospa sprašuje, če bi adventisti ne bi imeli zelenjave in bi še vedno jedli meso, jajca, sir, bi to še vedno poškodovali žile, kaj ne? Verjetno, ja. Še posebej, če bi šlo za živali, ki imajo v sebi tudi kemikalije. Zato, ker so kemikalije tiste. Gospa sprašuje, in najhujše kemikalije so v živalih, ki umirajo. Zelo mogoče, ja, res je. Jaz nisem zagovornica dr. Atkinsove diete. Zanima me pa njegova znanost, zato ker njegova znanost je prava. In to je znanost, ki sem vam jo danes pokazala. Gre pa za zanimivo poanto, da nihče od njegovih pacientov ni umrl s srčno-žilnimi boleznimi. In če bi nasičene maščobe in živalski proizvodi povzročali srčno-žilne bolezni, bi jih. Ampak, kako je Julija rekla, gre za bolano stanje krav. Se spomnite najbolj zdravega para, ki sta prišla k nam, ki sta jedla organsko mleko in vse te proizvode? Rekla sta mi, ko naš mlek gre v industrijo, morajo vse popolnoma oprati, preden organsko mleko pride tja noter. In mene ne zanima, da bi pila organsko mleko, ampak je pa zanimivo vedeti, zakaj sta bila ta par tako zdrava. Zato, ker sta jedla vse organsko, nista se oblačila v sintetiko, nista imela kemikalij na svoji posesti, v domu. In včasih se mi zdi, da so kemikalije sovražnik, za katerega se ljudje ne zavedamo. Zavedeni smo bili. Močno smo bili zavedeni. In zapomnite se, kaj sem še rekla, da imajo velik problem danes tudi na smetiščih, kjer se cunje iz kemikalij ne razpadajo. Čez 50 let še kar niso razkrojene. In te strupi gredo v zemljo. Ena moja prijateljica je ekološka zeliščarka in med vrstice na njivi je postavila preprogo, da bi tako zatrla plevel med zelišči in vsako leto so testirali njeno zemljo in zemljo so testirali in so ugotovili, da so kemikalije v njej in tako je izgubila status ekološkega kmetovalca in to iz preproge. Celo tudi s preprogam moramo biti previdni. Vprašanje gospoda. Vprašanje povezane s čiščenjem jeter. Da jetra se čištijo kot del posta. Tako je. Ampak so pa še vsaj dve metode, ki jih jaz poznam, ki čištijo jetra brez posta. Bi lahko komentirali kaj na te dve metode čiščenja jeter brez posta. Večina čiščenja jeter je povezano s postom. Čiščenje je lahko tudi brez posta, je pa svetovano, da je to povezano s postom. Ampak obstaja neko čiščenje jeter, ki je zelo poznano in to je, da vzamete pol skodelice limonega soka ali pa grapefruit soka in pol skodelice olivnega olja, ko greste spat, preden greste spat. Zgodi pa se, da to očisti vaš žolč. Toliko veliko olja pride, da žolč pride v krizo in izloči ogromno veliko žolča, da bi se soočil s tem oljem. In v tem procesu
izloči tudi vse kamenje. In to je teorija. In to se je uporabljalo že nekaj tisoč let. To je ena metoda. Svetovano je tudi, da pijete en teden prej jabolkov sok, da pomagate razgraditi rahlo žolčne kamne. Zaradi te kisline v jabolkih, ampak moderne jabolke nimajo te kisline. Edine jabolke, ki imajo to amalik kislino, so od starih dreves, stare sorte. In če bi recimo kupili staro jablane ali pa nekaj, in če jih dobro pognojite, kompostirate, bi čez 2 leti dobile čudovite sadje. To je ena metoda. Zelo pomembno je, da naslednji dan oseba vzame nekaj za spodbudo njihove prebave in oni že vedo, kdaj pridejo kamenčki, ker bodo slišali klak, klak na VC-ju in seveda pozor, predvsem od tistih, ki se ukvarjajo s postom, ki predlagajo to, da če gre za velike kamenčke, se lahko ujame v žolčje vodo in potem to lahko povzroča bolečino, hudo bolečino. Ampak pri ljudeh, ki so to storili, ki jih poznam, so to storili uspešno in nekateri ljudje to vse skupaj zberejo, te kamenčke in vse te male zelene želejaste kamenčke. V bistvu gre samo za kombinacijo olivnega olja in žolčnih kamnov. Oni pa mislijo, da so izgubili vse te kamne, ampak v bistvu gre za kombinacijo. Kamen je v bistvu kot kamen tam zunaj. V moji knjigi Self-Heal by Design opisujem bolj nežno čiščenje jeter. In to gre preko 5 dni in ni nujno, da se postite. Morda 2% naših gostov izbere to metodo, tako da tega ne počnemo pri vsakem programu in tudi vsak si tega ne želi početi, ampak preko 5 dni to traja. To je nekaj podobnega, kot je žlica olivnega olja, žlica in lahko si pogledate v moji knjigi tamle. Žlica olivnega olja, žlica limoninga soka ali grapefruta soka in en strok česna. In to zblendajo in to vzamejo zjutraj. Naslednji dan duplirate dozo. Tretji dan krat 3 dozo. Četrti dan samo dvojna doza prvega dneva. In 5. dan je originalna doza. Torej vidite, se dogradi in potem razgradi. Malce bolj nežnejša je do jeter. Vprašanje? Kako pa je, če so žolčni kamni večji, 3 cm, 1 cm debeli? Torej z velikimi kamni, kar oseba lahko stori, je to, da nosi komprese iz ricenisovega olja pod desno rebro. To bi verjetno nosili približno 3 mesece, vsaj, preden bi šli na to čiščenje. Kako pa je z splakovanjem z vročo vodo? Kaj pa je to? Mislim, da je to, da se tako reče, ampak je hkrati tudi neke vrste detoks, kjer dodaš pol žlice vode v mlačno vodo in potem to piješ. Aha, razumem. Tu gre za splakovanje z morsko vodo. Obstaja en sanatorij, v katerem sem sodelovala in so to počeli. In spiješ 2 litra, 1/3 je čista morska voda, 1/3 je vroča voda in 1/3 je navadna voda. In gostje more to spiti v 10 minutah. In to sigurno lahko sproži vaš črevo. Mi smo se odločili, da tega ne bomo počeli, z tega, ker mnogo ljudi to izbruha, nekaterim ne uspe priti na WC, zelo neprijetno in nerodno. Morda za 80% ljudi to dobro prenesejo, ampak mislim, da je malce ekstremno. Čeprav nekaterim ljudem je to všeč, ampak mi tega ne uporabljamo. Ni pa to nevarno. Ne, ni nevarno. Vprašanje, komentar na grapefruit in olivno olje. Je pomembno, da se potem na koncu ščisti črevo z enmo, s čiščenjem čreva, zato da se znebite strupov,
ki se sprostijo iz žolča in iz jeter, zato da ne riskirate, da bi ostale v telesu. Kar smo mi počeli v enem sanatoriju, so to splaknili s slano vodo. In to je to tudi sprošilo, očistilo. Naredili smo tudi čaj za splakovanje čreva. Mnogo načinov je, kako lahko to storiš. In na tem sanatoriju, kjer sem nekaj časa bila, je imel to slano vodo. Imajo 30 gostov. In to je nemogoče, da bi 30 gostov dal splakovanje čreva. In nekatere goste seveda ne zanima ta reč. Še posebej fine gospe iz mesta, te raje pijejo tekočino. Vprašanje. Še ena zanimiva reč je, da jetra so odgovorna za popravila. Veliko delov telesa. In da jaz to povezujem z Gersonovo terapijo. Dokumentacija različnih bolezni, ki se v bistvu s tem odpravijo, s temi tretmaji Gersonove terapije. To je res. Dr. Gerson je imel nekaj čudovitih učinkov, kjer je poskušal podpreti jetra. In nekatere reči, s katerimi se ne strinjam pri Gersonu, ena izmed teh je, da si moral vzeti jetrno esenco, kar so v bistvu jetra od krave. In tudi danes s tako mnogimi ljudmi, ki imajo probleme z preveč sladkorja, morate imeti nekaj tazga kot 30 kozarcev korenčkovega sokova na dan. In za nekoga, ki ima rak, je to preveč sladkorja. Torej, Gerson sigurno je igral vlogo v času takrat. Gerson je bil, mislim, poznih 19. stoletju. Njegovi hčeri ime je Charlotte Gerson, verjetno je 90. On pa je umrl 1958. Ja. Charlotte Gerson je umrla pred nekaj leti. Ja, očitno je že preminila. In pri teh letih seveda. On je dobil nekaj rezultatov, to je res. In podpiral je jetra in ljudi je dal na sokove. Kar pa je bilo zanimivo to, da je odkril, da z njegovimi rakovimi bolniki, da če so imeli kalčke, potem so prenehali obnavljati telo tako hitro. In kar je odkril je to, da v kalčkih, in tam ni šlo za brstični ohrog, ampak za kalčke iz fižolov, da je v fižolih neka kemikalija, s katerimi se rastlina ščiti, da bi žuželke pojedle nove kalčke. Ampak kar mi vemo danes, da je veliko različnih kalčkov, še posebej te, ki jih lahko kupite, ki so imajo lahko plesen. Vprašanje. Ena izmed metod Gersona je seveda tudi čiščenje čreva s kavo. Lahko komentirate to? Ker kave ravno ni dobra za človeka. Ja, res je. Ni dobra v to smer, je pa dobra v ono smer. Evo, to je dobra novica. Zakaj? Zato, ker ko gre kavo v črevo, transportna vena to takoj sprejme in odpelje v jetra in tam povzroči reakcijo, da bi izločila strup potem. Torej deluje popolnoma drugače kot iz druge strani. Max Gerson je v svoji knjigi podal zgodbo, mislim, da v prvi svetovni vojni, kjer so bili šotori in improvizorične bolnice in medicinske sestre so morale pacientom splakovati črevo, zato ker so jih zdravila tako zapirala in primankovalo jim je vode in ena sestra je rekla, imamo veliko kofeta, dajmo jim kavo, ker jim je zmanjkalo vode. Torej, dale so jim splakovanje s kavo in pacienti in čez 1 uro je pacient rekel, kaj ste storili? Moja bolečina se je zmanjšala za 50%.
Torej, če ima nekdo hudo migreno in z vso hidroterapijo ne uspemo pomagati, potem jim bomo dali čiščenje čreva z kavo. In to bo oblažilo bolečino. Vprašanje? Obstajajo primeri z zelo zanimivimi rezultati. Pacient s falcemijo, srpasto celično anemijo, mislim, in imel je samo 30% pljučne kapacitete. Torej šel je na to terapijo in po nekaj mesecih tretmaja doma je pridobil 30-40% pljučne kapacitete, ker je prej bilo uničeno. In zdravniki so rekli, morda boste živeli še 1, morda 2 leti. In niso mogli razumeti, kako je to mogoče. Da, res je, čudež je to. Zato, ker ko se enkrat alveole mrtve v pljučih, potem ne zrastejo več. Gospod Pet pravi, zakaj v bistvu sploh imamo jetra, zakaj so odgovorne? Ali lahko popravijo veliko več, kot si mi mislimo in vemo danes? Zelo mogoče, ja. To človeško telo je izjemen stroj. Učenci, čuvajte svoje jetra.